Gospod David Palčič, na današnjem dnevu internacionalizacije na Gospodarski zbornici Slovenije ste izrekli zanimivo misel Jacka Welcha: če ni konkurenčne prednosti, ne tekmujte. Je to ob vprašanjih, kaj je tujina, zakaj v tujino, kako v tujino, eno pomembnih izhodišč? Ja, to je absolutno pomembno izhodišče, če ne ga tudi ne bi izrekel. Namreč eno je tekmovanje na nivoju vrtcev, kjer velja osnovno pravilo: važno je sodelovati, ne pa zmagati. Drugo je pa tekmovanje v resnem športu, kjer veste, da je pravilo važno je sodelovati, ne pa zmagati, namenjeno tistim, ki ne zmagujejo. Vsi pa želimo zmagati. In absolutno, če nimate konkurenčne prednosti, bo pot v tujino samo napor in samo velika potrata časa in denarja, kar lahko rezultira v tem, da boste celo doma neuspešni v prihodnosti. Za vaše podjetje so zanimive tudi vaše izkušnje na indijskem trgu, ki je eno od top trgov, kamor se Slovenija v zadnjem času poskuša podati. Ja, to je pač eden od trgov, ki je dovolj blizu in dovolj daleč Evropi in tudi nam kot naši mentaliteti. Indija je trg, ki je predvsem trg priložnosti. Priložnosti je pa treba iskati tam, kjer so. In zato smo mi tudi šli na trg indijski. Zdaj, značilnosti tega trga so, da je, kako bi rekel, urejeno, neurejen. Ima definirana pravila igre, ima definirane cilje, vendar je vmes pa veliko različnih poti, da prideš do cilja. In temu se treba prilagoditi, treba razumeti, treba je sprejeti različnost in se v tem poskušati znajti. Ob koncu ste dejali tudi: sodelovanje je nuja, čeprav tega Slovenci nismo navajeni. Je tu pomembna tudi vloga Gospodarske zbornice Slovenije? Ja, Gospodarska zbornica Slovenije je pač še vedno osrednja organizacija, ki združuje slovensko gospodarstvo, in treba priznati, da se zelo trudi pomagati slovenskemu gospodarstvu pri internacionalizaciji. Za sodelovanje se bomo pa seveda morali odločiti sami, podjetja, podjetniki in tisti, ki želimo izvažati. Gospodarska zbornica je lahko samo katalizator in pa prostor in motivator, da bomo to sodelovanje, ki je nujno potrebno, dejansko izboljšali.